Gre za zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, v bistvu pa ureja upravljanje fundacije športnih organizacij. Mi se ne strinjamo s tem, da poleg državnega zbora, ki kot ustavni organ imenuje člane sveta fundacije, že v prejšnjem postopku kot predlagatelj nastopa državni organ, se pravi strokovni svet vlade. Mislimo, da bi to morale avtonomno narediti športne organizacije in njihova krovna organizacija, to je Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez. In druga zelo bistvena pripomba je, da je slabo urejena nezdružljivost funkcij. Tam piše, da ljudje, ki imajo odgovorna položaja v športnih organizacijah in društvih, ne morejo biti člani sveta fundacije. V Sloveniji ima 6 do 7 tisoč, zavisi, kako štejemo, športnih društv, zvez. Če računamo, da so to predsedniki, da so direktori, da so generalni sekretarji, na ta način izločimo 15, morda 20 tisoč ljudi, se pravi vse, ki se v Sloveniji resnično na športsko znajo. Zakon se pravzaprav zelo pogosto spremenja. Lansko leto se je spremenil po 2 letih. Tako da glede tega zakona je nujno urediti pritožbeno komisijo, kajti na to je opozorila Računsko sodišče kot Komisija za preprečevanje korupcije. Prav tako glede tega, kdo sme sedeti v fundaciji zaradi tveganj, pač da ne dodeljuje sredstev sami sebi. Glede tega, kdo je v svetu fundacije, je pa prav in ravno to govori o razdržavljanju oziroma poskusu priti do neposredno do tistih, ki da participirajo pri razdeljevanju denarja, ki denar vedo, kam je najbolje usmerjati, in tam od 17 članov bo o tem določalo 14 predstavnikov civilne družbe po odprtih listah, v neposrednih volitvah, tistih, ki se jih to dotika, in ne tako kot do sedaj v paketu, ko je pravzaprav mandatar Olimpijskega komiteja vse odločil.